Ja, dober dan, dragi otroci. Kako se imate? Kako vas je veliko danes tukaj? Veste, danes pa sem s seboj prinesla to debelo knjigo, da bi vam z nje prebrala zelo zanimivo zgodbo. Mogoče se bo pa tudi kdo izmed vas iz nekaj naučil. Ste pripravljeni? Ampak, ko vam berem zgodbo, morate biti zelo tiho in pozorni, kaj bom prebrala, kaj ne? Ja. Pa začnimo. Davnih časih je živel fant z imenom Peter Klepec. Doma je bil iz majhne vasi Osilnica. Oče ga je zapustil, ko je bil še v Zibarki. Z mamo pa sta bila zelo revna. Takoj, ko je bil dovolj velik, je šel za pastirja. Oh, Peter, pa pridno pasi ovce. Peter Klepec je bil manjši kot dečki njegovih let. Zato so ga pastirji, s katerimi je skupaj pasel, velikokrat zbadali. Ej, Peter, prinesi nam drvo, da zakurimo ogenj. Pa hitro. Peter jih je ubogal, saj je vedel, da bi ga pretepli, če bi se jim uprl. Peter, prinesi nam vodo. Daj, Peter, pazi še na naše ovce, mi pa se gremo igrati. Peter je storil vse, kar so mu naročili. Naj je bilo pametno ali pa neumno. Ni jim ugovarjal, a pogosto mu je bilo težko pri srcu. Res ne vem, zakaj mi nagajajo. Če bi bil močnejši, bi zagotovo nekaj. A kako bi Peter lahko postal močan? Kdo bi mu lahko pomagal dobiti moč? Res ne vem, zakaj mi nagajajo. Mama vedno pravi, da se za vsako prošnjo obrnem na Boga. Bog, prosim te, da mi pastirčki ne bi več nagajali. Nikoli nisem bil nasramen do njih, oni pa mi nagajajo iz same zlobe. Prosim, pomagaj mi. Nehajte! Kaj je ta hrup? Verjetno spet pastirci nagajajo Petru Klepcu. Verjetno res. Tudi nihče izmed vaščanov mu ni bil pripravljen skočiti na pomoč. Življenje Petra Klepca res ni bilo prijetno. A kdo ve, mogoče se bo pa to kaj kmalu spremenilo. No, dragi otroci, kaj si mislite o Petru Klepcu? Je bil dober fant? Ja,
Veste, meni se pa kar smili v košček. Res je zelo prijazen, ampak pastirci se kar naprej spravljajo nanj. Le njegova mama ga je imela rada. Verjetno bi mu bilo kaj lažje, če bi imel ob sebi babico. Če bi bil Peter Klepec, moj vnuček, bi se s tistimi pastirci že pogovorila, a ne? No, zdaj pa kar nadaljujmo. Nekega dne pa so jo pastirci Petru Klepcu pošteno zagodli. Peter ne bo nikoli našel svoje ovce. Zdaj pa hitro, da me kdo ne vidi. Oj, res ne vem, kako sem lahko izgubil ovčko. Gospodar bo zelo jezen. Ko je na zadnji eden iz pastirčkov izgubil ovčko, je moral še cel mesec kidati gnoj. Joj, najbolje, da sploh ne grem domov, ampak jo grem kar poiskati. Da lahko kar pozabim na to, da bi z ostalimi pastirčki plesal okoli kresa. Pa tako sem upal, da bi se vsaj danes kaj kresovanje lahko zabaval. Pa sem mislil, da mi vsaj danes ne bodo nagajali. Res ne vem, zakaj mi nagajajo. Vedno naredim tisto, kar mi naročijo, oni pa so do mene tako zlobni. Joj, ko bi bil le močnejši, potem bi me ostali pastirčki zagotovo prišli. Peter je spet začel razmišljati, kaj bi lahko storil, da bi postal močnejši. Moči ne moreš kar kupiti na trgu. Pa tudi, če bi jo lahko, zato ni imel dovolj denarja. Spet bom prosil Boga, naj mi pomaga. Saj mama pravi, da dela čudeže. Zagotovo lahko tudi meni pomaga. Bog, prosim te, pomagaj. Pomagaj mi, da mi pastirčki ne bi več nagajali. Nikoli nisem bil nesramen do njih. Oni pa mi nagajajo iz same zlobe. Prosim, daj mi moč, da se bom zmogel postaviti zase. Peter, imaš moč? Preizkušnjo! Kaj? Bog? Pa saj to je nemogoče. Pri Bogu ni nič nemogoče, Peter. Ker si dober in ker je tvoja prošla iskrena, sem te uslišal. Podaril sem ti moč. Podaril si mi moč? Resnično? Resnično. Zaupam ti, da jo boš uporabil samo, ko bo to potrebno. Zdaj pa jo preizkusi. Peter se je razgledal naokoli in razmišljal, kako naj preizkusi podarjeno moč. Wow! To je bilo tako lahko, kot bi izruval korenje. Poglej, kar s koreninami vred sem ga izruval. Vsaj to je neverjetno. Šele takrat
spoznal, kako silna je njegova moč in kako zelo je Bogu hvaležen zanjo. Hvala ti, Bog. Res sem ti hvaležen in sedaj mi bodo pastirčki zagotovo pustili pri miru, ker si bom lahko uprl. Petra Klepca je kar razganjalo od navdušenja. Skupaj z Lovčkom je odšel domov, nato pa se odpravil spat. Še dolgo ni mogel zaspati od snemirjenja. V glavi so mu ves čas odpevale Božje besede. Imaš moč. Boma je čakal, da jo naslednji dan preizkusi. To pa je preobrat, kaj menite, dragi otroci? No, zdaj jaz sem vedela, da bo Bog uslišal Petrovo prošnjo. Veste, vse, kar prosiš Boga, to on vse usliši. Pa če tudi na takšen način, kot si ga mi sploh nismo predstavljali. Upam samo, da bo Peter svojo moč uporabljal odgovorno, da ga bo vodilo njegovo dobro srce. Kaj mislite, mu bo uspelo? No, ker imate pa danes še ogromno drugega dela, boste to izvedeli jutri. Nasvidenje, otroci, lepo